Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o prostovoljnih gasilcih in gasilkah, ki na območju občine Idrija izvajajo javno gasilsko službo. Več o tem nam bo povedal predsednik Gasilske zveze Idrija, Marko Vehar, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Statistika pove, da imate v občini Idrija 9 prostovoljnih gasilskih društev. Je to v primerjavi s podobnimi občinami veliko ali malo? To število je nekako primerljivo z podobno velikimi občinami. Lahko pa rečem, da v okviru severno-primorske gasilske regije, ki združuje 9 gasilskih zvez, smo nekje med večjimi. Mislim, da imamo samo že 2 gasilski zvezi enako število prostovoljnih društev v okviru javne gasilske službe. Je pa zanimivo, da imate 1217 članov v gasilskih društvih, od katerih pa je 319 oziroma tako vsak četrti je vključen v operativno enoto. Torej moramo ločiti. Nekaj so člani, znotraj članov pa je posebna operativna enota. Drži? Ja, drži. Vsa prostovoljna gasilska društva so organizirana v skladu z zakonom o društvih, kar pomeni, da je lahko član gasilskega društva prav vsak državljan Republike Slovenije, ki se vključi v društvo, potem pa samo delovanje, namen, ki ga ima, ki ga želi dobiti s to vključitvijo, je pa povsem poljubna. Medtem ker pa se prostovoljna gasilska društva od ostalih društev razlikujemo po tem, da smo zavezani tudi opravljati gasilsko službo na območju občine, v kateri smo ustanovljeni, in tudi širše, so pa znotraj gasilskih društev ustanovljene tako imenovane operativne enote, kamor se pa vključijo gasilci, ki pa morajo v nadaljevanju izpolnjevati posebne pogoje. To so zdravstveni pogoji, to so izobraževanja najbrž? Tako, prvo je to polnoletnost. Sicer v operativno enoto se lahko vključiš že pri 16 letih z osnovnim usposabljanjem za tako imenovanega gasilca pripravnika. Ko pa dopolniš 18 let in narediš usposabljanje za operativnega gasilca, ki je eno med daljšimi in zahtevnejšimi v okviru gasilskih usposabljanj, ter seveda narediš predpisan zdravstveni pregled, potem pa imaš pogoje za izvajanje gasilske službe v primeru intervencij in drugih aktivnosti, vse do 65 leta starosti. Po 65 letu starosti pa postaneš gasilec veteran in nisi več član operativne enote. Je pa zanimivo to, da gasilci iz ene občine imajo pooblastilo, da posredujejo tudi v drugi občini. V katerih primerih? To se zgodi v več primerih. En razlog je, da imajo določena gasilska društva strani Uprave za zaščito in reševanje pridobljene koncesije za posredovanje v posebnih intervencijah, med katere sodijo reševanje v prometnih nesrečah, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje ob nesrečah na vodah in podobne zadeve. Tak status imajo gasilci v Idriji? Tako, v naši občini imajo to gasilci prostovoljnega gasilskega društva Idrija. Seveda pa v primeru večje intervencije, večje nesreče na območju katerekoli območja v Republiki Sloveniji, pa lahko na podlagi zaprosila seveda odidemo tudi izven naših meja na pomoč tam, kjer so pač potrebe velike. Kjer predstojniki pač presodijo, da bi bilo primerno. Tako. In v tem primeru se potem sproži bodisi regijski načrt reševanja, bodisi državni načrt, odvisno od stopnje ogroženosti. Gasilci ste organizirani v društvih, po zakonu o društvih imate vse organe, predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, nadzorne odbore in tako. Lani ste začeli nov 5-letni ciklus, večina društev je dobilo pravzaprav nove mandate in nekaj je bilo tudi novih obrazov na teh vodilnih funkcijah.
Imate dovolj zainteresiranega kadra? Bom rekel tako, da kar se tiče zagotavljanja operativne sposobnosti in moči za izvajanje intervencij, je število operativnih članov zadovoljivo, seveda nikoli jih ni zadosti, če jih je več, smo še bolj zadovoljni. Medtem ko za zagotavljanje, bi rekel, ali pa prevzemanje tistih funkcij, nalog, odgovornih, ki so pa povezane z samim vodenjem in usmerjanjem posameznih društev oziroma gasilskih zvez, pa v zadnjih letih opažamo na nek način pomanjkanje zanimanja oziroma mogoče celo rekel nek strah pred prevzemom bolj odgovornih nalog. Predsednik, imate skrb tudi za financiranje in organizacijo delovanja. Kdo pravzaprav skrbi, kdo prispeva največ denarja za delovanje gasilcev? Ja, po naši zakonodaji je gasilska služba spada med tako imenovane javne lokalne gasilske službe, kar pomeni, da je občina dolžna zagotoviti izvajanje tega dela gasilskih enot, in iz tega sledi tudi seveda, da je vsaka občina dolžna, da v ustrezni meri poskrbi za financiranje gasilskih enot in gasilskih zvez v svojih lokalnih skupnostih. Srečujete se najbrž stroški za samo delovanje, za izobraževanje, za nakup opreme, tudi prostore potrebujete primerne. Tako, vse to je povezano s stroški, ki se v zadnjih letih kot posod dvigujejo, so vedno višji. Potrebno je zagotoviti seveda v osnovi sredstvo za opremo. Oprema je potrebno v rednih časovnih obdobjih seveda posodabljati, tehnika gre naprej. Treba je poskrbeti za prostore, kjer je ta oprema shranjena, in seveda potrebno je poskrbeti za tistega, ki je najdragocenejši, to pa je gasilec. To pomeni, da ga moramo seveda zdravstveno pregledati, da vemo, da je sposoben za izvajanje gasilske službe, moramo ga usposobiti, da lahko izvaja vse te naloge. Tako da izobraževanje seveda tudi niso kar brezplačna, zavarovanje članov je tudi vključeno v to del, tako da ja, stroški so vedno in v zadnjih letih, kot sem že omenil, se nam na vseh postavkah stroški kar precej dvigujejo. Ja, dobil sem podatek iz občinskega proračuna, tam piše, da za leto 2024, za tekoče leto letos, občina namenja 358.000 evrov za javno gasilsko službo. Tako, to je za delovanje vseh 9 gasilskih društev plus delovanje gasilske zveze kot krovne organizacije v občini. Med večjimi investicijami načrtujete gradnjo novega gasilskega doma v Črnem Vrhu. Je tam najbolj pereč problem? Ja, v Črnem Vrhu je problematika prostorska že kar nekaj let poznana. Lokacija obstoječega gasilskega doma v Črnem Vrhu ni najprimernejša, poleg tega z samimi pridobitvami na področju vozil se tudi prostorsko že nekaj, tako bom rekel, na minimumu. Sam izvoz na intervencijo je zelo otežen, tako ja, da lahko trdim, da je sedaj Črnovrški gasilski dom kar ena od prioritet za zagotavljanje gasilske dejavnosti na Črnovrškem, in temu smo tudi v zadnjih letih kar precej pozornosti posvetili v dogovoru z občino. Letos izdelujejo arhitekti načrte in vse potrebno dokumentacijo. Kdaj boste zakopali prvo lopato? Težko to rečem, ker je odvisno od veliko zadev. Ja, seveda v trenutnih časih, ko je zelo težko predvideti stroške, je to neko končni datum zelo težko postaviti. Zato smo se odločili za nekje postopne korake. V lanskem letu je gasilsko društvo
kupilo parcelo za ta nov gasilski dom. Letos, kot ste že omenil, je v planu izdelava dokumentacije, potem pa upam, da se čim prej najdejo in sredstva in izvajalci, ki bodo pripravljeni ta prepotrebni objekt čim prej zgraditi. Pri Gasilski zvezi imate tudi posebno komisijo za članice, ki se posveča ženskam. Te imajo kar nekaj resnih zadolžitev v gasilskih društvih. Ja, tako. V gasilskih društvih, kot sem že na začetku omenil, se lahko vsak najde v nekem delu delovanja. Zato so ustanovljeni kar komisije, ki dejansko pokrivajo vse člane vseh starosti in spolov, da se jim omogoči aktivnost, ki jim na nek način da lahko izvajajo svoje zadolžitve. Članice, seveda, vedno bolj pomemben člen v gasilskih organizacijah so. V preteklosti mogoče to ni bilo toliko izrazito, ampak imajo en kup nalog, ki niso mogoče na prvi pogled tako vidne, tako izpostavljene, vendar so na nek način res tisto vezivo med ostalimi skupinami v društvih. Me pa zelo veseli, da se nam v zadnjih letih tudi v operativnih enotah vedno več žensk gasilk pojavi kot članice teh enot in izvajajo ravno tako operativne naloge kot ostali moški kolegi. Tako je zapisala tudi predsednica Sonja Bogataj v letnem poročilu, ki ste ga obravnavali na skupščini nedavno tega. Mladinska komisija 10 let jo je vodil Florjan Tominec, mislim, da je Zadloga doma. Nova predsednica pa je sedaj Sonja Hvala Vončina. Oni imajo tudi kar nekaj, predvsem izobraževalnih nalog. Ja, delo z mladino je tudi ravno tako eno od pomembnejših v gasilski organizaciji, ker vedno se treba zavedati, da gasilsko službo bo potrebno zagotavljati neprekinjeno. In zato je zelo pomembno, da začnemo že v zelo zgodnjih letih, že pri 6 letih je lahko postane otrok član gasilskega društva in takrat se začne aktivno delo z mladino, da jim pravočasno in postopoma prikažemo vse aktivnosti, vse stvari, ki jih bojo lahko kasneje, ko odrastejo, že dojeli v takšni meri, da bojo seveda lahko prevzeli funkcije, ki jih moramo sedaj odrasli izvajati. Med zanimivimi metodami tega privajanja na gasilsko življenje je tudi vsakoletni tabor gasilske mladine. Mislim, da ste bili lansko leto v Umagu. Veliko zanimanja je za sodelovanje, ne? Ja, to je ena zelo dobra in koristna aktivnost, s katero se že, lahko rečem, kar več desetletij je standardni del programa Mladinske komisije. To se, bi rekel, s programom izobraževanja in po drugi strani tudi počitniškega sproščanja s svojimi prijatelji, otroci jih grejo za nekaj dni običajno na morje in tam naredimo eno kombinacijo kot počitniške sproščenosti in tudi usposabljanja v določenih gasilskih veščinah, ki jim bolj kasneje zelo prav pridejo. Resno pa se s tem ukvarjajo mentorji. To je odgovorno delo, skrbeti za otroke in jih vzgajati. Na primer, 4835 ur ste lansko leto našteli pri tem vzgojnem delu z mladino v Gasilski zvezi Idrija. To je veliko. To je zelo veliko. To res od mentorja zahteva ogromno predanosti, ogromno svojega prostega časa namenijo za to delo. In zato se jim mogoče z tega meseca res lahko lepo zahvalim za vse njihov trud, s katerim nam vzgajajo nove gasilce v
prihodnosti. Da so pri tem svojem delu uspešni, potrjujejo tudi podatki, če preberejo, naprimer 262 mladih gasilcev imate na območju zveze, 132 pionirjev, 96 mladincev, 34 pripravnikov in za vse te skrbi 18 mentorjev na različnih tečajih in programih. Tako. Poglejmo, kaj je Stanko Močnik, poveljnik severnoprimorske regije v gasilski službi, povedal o pomenu vzgoje mladih gasilcev za prihodnost te javne službe. Delo z mladino je ena temeljnih nalog gasilstva, ker vemo, da če ne bomo imeli mladine, tudi prihodnost gasilstva ne bo rožnata. Zato je pa ena temeljnih nalog, samega delo z mladino tako na ravni društvu, zvez, na zadnje regije in v končni fazi, da se skrije Slovenije, kjer na vseh njihovih dajemo velik poudarek delo z mladino in samo novačenje. Je pa dejstvo, da pač z dneva v dan je več težave pri pridobivanju kadra, ampak vseeno jaz mislim, da nam zadnja leta kljub vsem težavam, ki jih imamo, dokaj uspešno pridobivamo nov kader. Delo z mladino poteka v bistvu že od rosnih mladih let, se pravi začnemo s pionirjem, tam se začnejo udeleževati teh gasilskih tekmovanj, kot so gasilsko-športne discipline, gasilska orientacija, kviz. Na zadnji potel tu prihaja mladinske vrste, pripravništvo in tu je neka osnova za naš kader, ki bo v prihodnosti pa krajil operativne gasilce. Tako o problematiki vzgoje mladih gasilcev pove Stanko Močnik. Na drugi strani so gasilci veterani, tudi te imate posebej organizirani. Valentin Lampe skrbi za to skupino. To je na en način tudi čast. Seveda. Kot sem že na začetku omenil, ko nekdo dopolni 65 let, ni več član operativne enote, ampak to še ne pomeni, da ga pozabimo in da nima več nobene vloge v gasilstvu. Dejansko to so vsi ljudje z dolgoletnimi izkušnjami v delu v gasilskih društvih, tako na operativnem in organizacijskem področju, in njihove izkušnje nam pogostokrat pridejo prav, zato jih kot enakovredne člane seveda koordiniramo preko te komisije za veterane na ravni Gasilske zveze Idrija. In ravno tako so vse komisije, kot so jih že omenila, od članic mladinskih veteranov in tako, so tudi na nižjih nivojih organizirane v gasilskih društvih. In potem tudi na višjem nivoju, na nivoju regije in države, tako da to je hierarhija vodenja. Zelo pomembno je izobraževanje, kot sva že prej rekla. Pri popisu vaših tečajnikov pa sem zasledil podatek, da se je lansko leto 6 vaših gasilcev izobraževalo za delo s helikopterjem. Tako. Tukaj je treba biti pazljiv, da ne pride do nesreče. Ja, seveda. To sicer ni tako usposabljanje, da bi gasilci se učili pilotirati helikopter, upam, da je to razumljeno. Ampak smo pa gasilci lahko člani posadke v primeru požarov v naravnem okolju na više ležečih mestih, kamor nas lahko pripeljejo s helikopterjem, ali pa tudi v požarih v naravnem okolju na nižjih nivojih, kjer pa seveda moramo poskrbeti za oskrbovanje helikopterjev z vodo, postavitvijo bazenov in tako naprej. In zato so potrebna ta usposabljanja, ki se na nivoju Gasilske zveze Slovenije običajno naredijo v sodelovanju z letalsko enoto Slovenske vojske. Lansko koledarsko leto bo šlo v zgodovini kot leto velikih nesreč in to je bilo tudi obdobje velikih preizkušenj tudi za vas, za gasilce. Naprimer, na območju vaše gasilske zveze ste zabeležili kar 164 posredovanj. To je veliko. Ja, to je zelo veliko. Veliko od tega števila se dejansko nanaša na posredovanje ob neurjih in poplavah, katerim smo bili priča, tako v juliju in avgustu, in seveda tudi kasneje, ko smo odšli na pomoč ostalim občinam, ki so bile pa še bistveno huje prizadete kot občina Idrija. Med društvi je največ posredovan pri naravnih nesrečah imelo gasilsko društvo Idrija 54,
Spodnja Idrija pravzaprav še več, 61. Oni so prvi na tem seznamu, medtem ko so Ledine, Dole in Črni Vrh, Vojsko, Vrstnik nekoliko manj. Nesreče v prometu pa beležijo pravzaprav samo gasilsko društvo v Idriji na račun koncesija, najbrž, kot sva že prej ugotavljala. Na seznamu imate tudi eno posebno rubriko nepotrebne lažne intervencije. Kdaj pride do teh primerov? Včasih ko dobimo poziv, se dejansko zgodi, da ko se pride na kraj nezgode oziroma na kraj intervencije, se ugotovi, da naša pomoč ni potrebna, bodisi zaradi kakšne napake na tehničnih sistemih alarmiranja, ko se sproži alarm. Včasih se seveda zgodi tudi, tako kot rečem v navednicah, povolinstvo, ko mogoče kdo hoče samo preizkusiti, kako hitro se gasilci odzovemo, ampak glede na skupno število intervencije tega še vseeno relativno malo. Kakšen je vaš pogled v prihodnost? Absolutno pozitiven. Gasilstvo na način, kot je organizirano v Sloveniji, mislim, da je unikum tudi v drugih državah, da je tako veliko število ljudi vpisanih v gasilska društva. Preko 170,000 članov ima Gasilska zveza Slovenije v 1300 pa še nekaj društvih, in pri takem številu ljudi, ki so pripravljeni delati v gasilstvu in s tako stopnjo zaupanja, ki smo si ga z leti z našim delom, to si upam trditi, pridobili, me za prihodnost prostovoljnega gasilstva absolutno ne skrbi. Marko Vehar, predsednik Gasilske zveze Idrija, hvala lepa za vse dobro, kar gasilci delate za varovanje te naše skupnosti. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala za povabilo. Zaključiva ga pa ne z običajnim srečno, ampak z gasilskim pozdrav na pomoč. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in na pomoč.